Prvi šolski dan je za otroke poseben dogodek, prav tako za njihove starše. Ker je prehod iz vrtca v šolo zelo vznemirljiv, pa tudi stresen, osnovne šole za prvošolce praviloma priredijo poseben sprejem. Dobar dan, želim prijazno dobrodošli. Hvala. Zdravo, ti si pa? Marcel, krasno. Izvolite naprej. Na osnovni šoli 14. divizije Senovo je sprejem namenjen predvsem spoznavanju in druženju, pa tudi O tem, kaj bomo počeli skozi šolsko leto, spoznajo šolo in seveda, da lepo preživijo ta prvi dan tudi z malico, ki jim bomo pripravili posebno malico. V tem šolskem letu Senovsko šolo obiskujejo 304 učenci v 17 oddelkih. 43 prvošolcev so pozdravili v 2 oddelkih. Nekako število je sedaj že 2 leti enako, se pa povečuje, tako da tudi v prihodnjih letih pričakujemo še večje število. Naša občina ima 8 osnovnih šol in v celoti v vse šole vstopa danes 2550 otrok. Prvošolcev pa je 293 v vseh teh šolah, tako da je kar dober podmladek, dosti je mladih, ki stopajo na novo šolsko pot. Na osnovni šoli 14. divizije Senovo se sicer trudijo za vsestranski razvoj učencev. Izvajamo skoraj več kot 20 projektov, večjih in manjših. Med najbolj znanimi so šola kot UNESCO šola, šola kot zdrava šola, šola kot ekošola in pa šola kot kulturna šola in pa svet več manjših projektov. V teh projektih se povezujejo z učenci iz drugih šol. Vključeni so tudi v program Erasmus+. Sodelujemo z 5 državami iz Evrope, od Norveške, Belgije, Španije, Italije in seveda mi. Tema je šola v oblaku, kar je aktualna tema, se pravi, da nekatere vsebine se dajo v ta računalniški oblak in s tem seveda se učenci nekako lažje pridejo do teh vsebin in se potem tudi izobražujejo. Eno od gostovanj bo tudi pri nas in to bo za nas velik dogodek. Velik dogodek pa prav v tem tednu poteka za zelo uspešno šolsko ekipo, ki se trenutno nahaja na Filipinih in tekmuje iz znanja v angleškem jeziku. Saj so na tekmovanju v Ljubljani se uvrstili z 21 medaljami na naslednjo tekmovanje, ki se pripravlja na svetovno prvenstvo. To tekmovanje bo od jutri, se pravi od torka naprej na Filipinih, v Manili. V občini Krško medtem nadaljujejo z investicijami na področju šolstva in predšolske vzgoje. Tako sledijo potrebam v osnovnih šolah in vrtcih. Večina šol je že obnovljenih, katere nas še čakajo, predvsem bi tukaj mogoče izpostavil osnovno šolo Koprivnica, kjer dograjujemo še 2 učilnici, urejamo kuhinjo, v jeseni pa je bila urejena tudi kotlovnica. Gradnja nove šole v Velikem Podlogu, kjer bi naredili 4-razrednico kot podružnično šolo Leskovške šole in pa 4 oddelke vrtca. Dela na tem področju nikoli ne bo zmanjkalo, dodaja Stanko. Sicer pa bo nekaj sprememb v zvezi z organizacijo šolskih prevozov, predvsem v Podbočju zaradi nedavnega zaprtja mostu. Ravno v teh dneh se dogovarjamo za tehnične podrobnosti, kako naj bi to potekalo, je pa treba seveda upoštevati, da most ni prevozen v celoti. Upam pa, da na podlagi pogovorov, ki smo imeli na direkciji in pa tudi z inšpekcijo, da bo prišlo do spremembe, da bi vsaj dovolili prevoz osebnih vozil in pa peš promet, kajti most je sposoben tega prometa. Ravnatelj in župan sta učence opozorila tudi na previdnost na cesti na poti v šolo in domov. V tem in v naslednjem tednu bodo sicer za varnost vseh osnovnošolcev v okolici šol v občini Krško skrbeli člani Zveze šoferjev in avtomehanikov Krško, člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Krško in policisti.